Lep pozdrav z moje strani. Jaz vas v imenu Ljudske univerze Ravne na Koroškem oziroma Lure, kakor jo okrajšano imenujemo od leta 2018 dalje, in v imenu občine Ravne na Koroškem lepo pozdravljam na tej novinarski konferenci, ki smo jo organizirali ob otvoritvi 26 tednov vseživljenjskega učenja. Danes je prvi dan tega največjega slovenskega festivala in bom vam ga na kratko predstavila in podrobneje prikazala, kako bomo v našem javnem zavodu kot domočni koordinatorji za Koroško delovali. Tukaj tudi vidite tedni vseživljenjskega učenja, okrajšava je TVU, tako jo boste tudi slišali večkrat omenjeno, tako da boste vedeli, o čem je govora. Zdaj, Ljudska univerza Ravne na Koroškem je dejansko javni zavod za izobraževanje odraslih, ki ga je ustanovila leta 1959 občina Ravne na Koroškem in letos konec septembra praznujemo že 62 let našega delovanja. Naša dejavnost pa je razdeljena na 5 krogov, in sicer na izobrazbenega, jezikovnega, izpopolnjevalnega, projektnega in svetovalnega. In tukaj je prikazana naša spletna stran. Vas vabim k brskanju, najdete marsikaj zanimivega, koristnega, učečega se in vabljivega. Zdaj, osnovne informacije o tednih vseživljenjskega učenja so, da je to najvidnejša, največja in najprepoznavnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki deluje že 26 let pod geslom Slovenija učeča se dežela. Vsi, ki smo v ta projekt vključeni, želimo narediti vseživljenjsko učenje vidno in prepoznavno kot neko dobro za skupnost in želimo tudi ozaveščati o potrebnosti in pa pomembnosti vseživljenjskega učenja, ki nas spremlja na vseh področjih našega delovanja. Naša publika je dejansko najširša javnost, od otrok do najstarejših v naši družbi, torej so vključeni vanjo predstavniki vseh generacij. Letošnji tedni vseživljenjskega učenja so tako kot lanski zaradi teh neugodnih epidemioloških razmer bili prestavljeni ponovno iz majskega oziroma junijskega termina na jesenski čas in bodo letos potekali od 6.9. do 10.10. To se pravi 5 tednov. Sodelovalo pa bo več kot 100 tisoč prirediteljev, ki bodo izpeljali več kot 1000 dogodkov po vsej Sloveniji. To so takšne alarmantne številke, jaz upam, da nam bo uspelo vse to, kar imamo pač prijavljeno, izpeljati, če ne v živo, pa tudi veliko preko spleta. Nacionalni koordinator festivala je Andragoški center Slovenije, finančno ga omogočajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in na lokalni ravni občina Ravne na Koroškem, ki nas pri tej dejavnosti tudi podpira. Letošnji 26. tedni vseživljenjskega učenja so tudi spremljevalni dogodek slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in delujemo pod sloganom Skupaj, odporna Evropa. In ta teden imamo tudi dvodnevno evropsko konferenco o izobraževanju odraslih, kjer se bodo sprejemala pomembna stališča na tem področju za naslednje desetletje. Vrednote, ki jih zagovarjajo tedni vseživljenjskega učenja, so, da dejansko znanje in pa ključne sposobnosti tvorimo in vključimo v našo družbo in v naš svet dela, da smo naklonjeni do učenja, izobraževanja ter osveščamo v njunem pomenu in vse prisotnosti na vseh področjih, da nudimo enake možnosti učenja in izobraževanja za vse ljudi in vse generacije in da dejansko delujemo na tem, da spodbujamo socialno vključenost in zaposljivost ter tudi dejavno državljanstvo. Ljudska univerza Ravne na Koroškem je letos drugič postala območni koordinator za celotno Koroško, in sicer smo se prijavljali na javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ga tudi dobili. Kot koordinatorji širom po Sloveniji delujejo različne ustanove, veliko je tukaj ljudskih univerz, ki potem usklajujemo vse sodelujoče njihove dogodke, smo jim na voljo ves čas izvajanja in pa prispevamo k temu, da je to geografska in pa vsebinska razširjenost oziroma pokritost celotnega našega območja. Letos nas je 26 sofinanciranih, med njimi tudi naša ustanova in 9 jih bo delovalo brez sofinanciranja. Tako da skupaj je torej 35 koordinatorjev. Zdaj, kdo so naši izvajalci, partnerji, prireditelji?
Tukaj imate naštete, to so različne izobraževalne organizacije, javni zavodi, občine, podjetja, samostojni podjetniki, medgeneracijski, mladinski centri, različni uradi, službe, inštituti, društva, nevladne organizacije, skratka vsi, ki se nekako povezujejo vseživljenjskim učenjem in seveda v ta namen tedno vseživljenjskega učenja pripravijo en dogodek. Krovna tema na ravni države letos je Učenje je življenje, naj krepi in radosti. Za vsako leto Andragoški center Slovenije pač razpiše eno krovno temo, letos je ta in z njo želijo izpostaviti moč in pa vpliv učenja na dobro počutje ter vsestransko uspevanje posameznika in družbe. Je pa tudi pri prijavi tako, da Andragoški center spodbuja tudi nas, ki se prijavljamo kot koordinatorji, da izberemo neko lokalno temo. In Ljudska univerza Ravne na Koroškem je imela lansko leto Učim se, torej sem. Letošnja lokalna tema Lure pa je Učenje vedno najde pot. Vsi naslovi prireditev dogodkov, ki jih boste iskali v nacionalnem koledarju na ravni države, imajo pri nas naslov pot do učenja, pot do znanja, pot do ljudi, pot do ljudstva, pot do vedenj. In s tem, ko smo zastavili to našo pot oziroma našo lokalno temo zgradili okoli samostalnika pot, želimo prikazati, da so poti učenja res zelo raznolike, raznovrstne, pestre, zanimive in kot boste potem tudi iz teh naslovov videli, na katerih področjih življenja se lahko vse učimo. TVU ima tudi vsako leto neke skupne akcije, ki jih poskušamo partnerji in koordinatorji v naših dejavnostih oziroma prireditvah zaobjeti. Tukaj je naštetih 9 tistih skupnih akcij, ki bodo letos, to so Beremo skupaj za znanje in zabavo. September je tudi nacionalni mesec skupnega branja, potem samooskrba in gastronomija. Slovenija je tudi letos razglašena za gastronomsko regijo. Ukvarjali se bomo tudi starajočo se družbo in medgeneracijskim povezovanjem, z digitalno preobrazbo družbe, kulturno dediščino, s trajnostnim razvojem, z večkulturnostjo in dejavnim državljanstvom in pa z vodo za vse, spregovorili bomo o globalnem pomenu vode. So pa tudi 3 teme oziroma akcije gostujočih mrež projektov, ki jih Ljudska univerza tudi peljemo v okviru naših zavodov in sicer 17.9. bomo imeli dan za kakovost. Potem od 22. do 24.9. bomo organizirali dneve svetovanja za znanje. To je v okviru svetovalnih središč Slovenije in tukaj smo zelo veseli, da je Ljudska univerza eno od teh središč na Koroškem. Naš center za svetovanje smo poimenovali KIS, Koroško informativno in svetovalno središče, tako da vse, ki želijo kakršnokoli individualno, skupinsko svetovanje, informiranje, vljudno vabimo v ta naš KIS. Bomo pa tudi nudili, v lanskem letu smo postali tudi lokalna točka SVOS. SVOS pa je takšen vprašalnik, s katerim lahko dejansko vsak Evropejec in tudi Slovenec preizkusi, kakšne so njegove besedilne, matematične, tehnološke spretnosti in potem ga dejansko na ravni države in na ravni Evropske unije ta vprašalnik rangira, a ne kje se nahaja. Vprašalnik je brezplačen, tako da vljudno vabljeni tudi na te dneve, da boste spoznali svoje spretnosti in hkrati zagledali vaše nove priložnosti, na katerih področjih se še lahko ukrepite. Kot sem že prej omenila, se povezujemo v TVU-ju tudi z drugimi kampanjami, to sta letos 2, nacionalni mesec skupnega branja, ki poteka od 8.9. do 10.10. in pa dneve Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine od 25.9. do 9.10. Je pa v tem obdobju od 6. septembra do 10. oktobra ogromno nekih mednarodnih dnevov, mednarodni dan pismenosti, Svetovni dan srca, recimo teden otroka in to so recimo tudi naši partnerji zaobjeli svojimi prireditvami. Kakšne so usmeritve za dogodke, prireditve? Pred vami smo vam naredili tudi izroček te današnje konference, tako da imate vse že zapisano.
Dobili pa ste v roke tudi naš koledar, ki pokriva celotno Koroško, tako da se dejansko vidi, da iz naših dogodkov, ki jih bodo partnerji pripravljali in tudi naša ustanova ne odseva pomen in pa pojavne oblike vseživljenjskega učenja. Vse prireditve imajo absolutno izobraževalni naboj, to pomeni, da pridobijo udeleženci neko novo znanje, neka nova vedenja, spoznanja, spretnosti, kompetence. In kot boste videli potem iz tega programa, so tule not razna srečanja, posveti, razstave, predavanja, okrogle mize, tudi izleti, webinarji, spletne konference, spletne delavnice, predstave in pa podobno. Vse prireditve so po večini brezplačne, redko katera je plačljiva, skoraj vse so zastonj in s tem tudi dostopne dejansko vsem, ki želijo izpopolniti svoj cilj na področju vseživljenjskega učenja. Zdaj, pomembni osrednji dogodki, ki bi jih rada tukaj izpostavila, eden je že za nami, se je zgodil v petek, na Ljudski univerzi Lendava, kjer je potekalo nacionalno odprtje TVU-ja. Osrednja prireditev naše ustanove je prihodnji teden v torek, 14.9. ob 18. uri v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika v Razstavišču. In pa naslednji teden v sredo se bo zgodila še parada učenja, pri kateri tudi Ljudska univerza Ravne sodeluje, ki pa bo potekala na 16 prizoriščih po vsej Sloveniji. Parada učenja pa je dejansko dan takšnih učečih vseh skupnosti in tule na Koroškem je parada učenja v Slovenj Gradcu. V lanskem letu, ko smo imeli mi pač krovno temo Učim se, torej sem, in smo dejansko naš osrednji dogodek vezali na branje in smo imenovali prvega koroškega ambasadorja vseživljenjskega učenja, otroškega in mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana, smo se letošnje leto odločili za nekoliko drugačno pot, tako da smo vse prepletli s to našo potjo. In osrednja prireditev naše ustanove se imenuje Učenje vedno najde pot. Iskali smo sogovornika oziroma našega gosta, ki ga je dejansko pot zanesla po svetu, ki se vedno znova vrača na Koroško, ki je mogoče v lokalnem okolju še vseeno premalo znan, glede na to, kaj vse je dosegal in kje vse je služboval, ki je dejansko njegova življenjska nit takšna učeča se in je vse življenje povezan s tem konceptom vseživljenjskega učenja. In naš letošnji gost, ki bo tudi imenovan za ambasadorja vseživljenjskega učenja, je gospod Andrej Logar, izkušen diplomat in pa bivši veleposlanik doma iz Kotelj pri Ravnah na Koroškem. Tako da tu smo zelo veseli, da nas tudi občina Ravne pri tem podpira in skupaj z njo organiziramo to osrednjo prireditev, kjer bo gost prav naš ambasador Andrej Logar. Tako da vljudno vabljeni prihodnji teden v torek ob 18. uri. Če se mogoče samo še dotaknemo nacionalnega koledarja, ki je dostopen na spletu, takole izgleda, če si celotno Slovenijo predstavljate. Tele pikice prikazujejo kraje, kjer se bodo odvijali dogodki v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Zdaj, Ljudska univerza Ravne na Koroškem pa pokriva dejansko Koroško. Zaobjeli smo letos celotno Koroško, to se pravi Mežiško, Dravsko in tudi Mislinjsko dolino. Trenutno imamo 63 prirediteljev oziroma partnerjev v projektu, ki bodo organizirali več kot 170 dogodkov. Nekateri dogodki se bodo večkrat ponovili, zato tudi ta številka in kot boste videli iz tega koledarja, ki ste ga dobili, je ogromno dogodkov, ki so odprtega tipa, ki vabijo in želijo pač res ukrepiti to dejavnost učečega se skozi pot vsakega posameznika. Sodelujemo z akterji iz različnih področji, ki pokrivajo vse generacije, različne profile ljudi, tudi ranljive in pa tiste ciljne skupine, ki so morebiti kdaj zapostavljene. Tako da poskrbeli smo tudi za to in pa poskrbeli smo za to, da bodo dogodki tako na urbanih kot na ruralnih okoljih, širom Koroške, po vseh 3 dolinah, da se res čim bolj približamo ljudem, saj to je tisto, kar dejansko želimo s tem festivalom tudi doseči. Zdaj, koledar dogodkov je dostopen tudi na naši spletni strani ali tudi v nacionalnem koledarju TVU-ja. Tedensko pa naredimo napovednik dogodkov na Facebook strani in pa na spletni strani, kjer dejansko vabimo na vse dogodke in še posebej na tiste dogodke, ki so odprtega tipa, kjer lahko vsak posameznik res pride in bo vedno dobrodošel.
Tukaj recimo, če si predstavljate, če kliknete gor na eno tole ikonico, se vam odpravijo vse prireditve, ki bodo recimo na Ravnah na Koroškem in tu se lepo vidi tale naša letošnja rdeča nit, ki tudi pač bolj promovira in pa bolj oglašuje našo lokalno temo, recimo na Ravnah se bodo zgodili tile dogodki, vse prireditve lahko vidite potem tudi, če kliknete tam gor na vse prireditve, od matematike do robota, mojstra matematike, korenin, izkustvenega učenja v poklicu, uporabne fizike, varnejšega jutri in tako naprej. Tukaj pa sem jaz samo nekaj iz tistega koledarja, ki ga imate pred sabo, naredila nek kratek izbor tistih dogodkov, ki so odprtega tipa, pa še vseh nisem dobila gora. Tako da jaz vas res v teh 5 tednih, sploh novinarje tudi, vabim, da se kakšne te prireditve udeležite. Bo zelo pestro, pripravili smo res najrazličnejše dejavnosti, od predavanj do okroglih miz, do tečajev. Lahko se učite nemščino, lahko greste na priprave na izpiti znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, izdali bodo priložnostni poštni žig, potem lahko se boste naučili, kako poteka zbiranje in raziskovanje v filateriji, potem fotografske delavnice, zvok Drave, podoželezarstva, podoturizma, lahko se naučite kuhati kislo juho žličnike, lahko se naučite igrati košarko. Tukaj zdaj izpostavljam samo nekatere od teh, ogromno jih je, ne bi rada naredila komu krivico, da koga ne omenim, tako da bi mogoče na tem mestu vam rekla, da pač preglejte ta koledar in najdete nekaj zase. Letošnja grafična podoba, tako kot je razvidno iz te projekcije, je obarvana oranžno. Lansko leto smo bili modri, letos smo oranžni, ne sledimo kakšnim semaforjem epidemiološkim, ampak letos smo oranžni. Te marjetice pa že od nekdaj oziroma že 26 let simbolizirajo TVU, tako da letos jih je 26 in kjerkoli se ta oranžna barva pojavi, boste vedeli, da smo mi zraven. Tu so tile plakati, ki jih bodo pač naši partnerji imeli nalepljene v okviru dogodkov. Toliko na kratko, res na kratko iz moje strani. Če imate kakršnakoli vprašanja, z veseljem še kaj povem, marsikaj je še za povedati. Zdaj, če se prijavljaš na javni razpis od ministrstva, je bilo letos tako, da si lahko prijavljal se v prvi tarifni razred, kjer si je mogel zaobjeti, mislim, da 25 partnerjev in si dobil sofinancirano Darinka 2500 evrov, če si pa prijavljal nad 45 partnerjev, pa 3500 evrov. A koliko je projekt? Sam ureden. Zdaj partnerji, ki z nami sodelujejo brezplačno. To oni dejansko promovirajo svojo dejavnost in svoje programe, tako da pri tem mi pa dejansko koordiniramo, usklajujemo, izdali smo nove promocijske materijale, delamo na tem, da res seznanjamo najširšo javnost v vseh teh projektih oziroma programih, ki tečejo v okviru partnerjev, tako da to težko ocenjujem. Največja je tista vrednost, ki jo bo vsak posameznik od projekta vzel, ne gledano skozi finančne oči. Ja, zdaj tudi na vabila, ki jih pač mi kot ustanova izdajamo oziroma z njimi vabimo, napišemo pač, da sledimo trenutnim navodilom NIJZ-ja, Ministrstva za zdravje, MIZŠ in tako naprej, tako da trenutno je pogoj pač za prireditev v zaprtih prostorih PCT, se pa to, se veste sami, tedensko spreminja, tako da tudi naši partnerji pač morajo slediti temu, kakšna so navodila, kakšne so usmeritve, da bomo zagotovili res, da bo pač projekt izpeljan tako, kot mora biti, brez kakršnih koli zdravstvenih težav udeležencev. Je pa res, da se, jaz vas naprošam, da sproti spremljate, če se boste kakšnega dogodka udeležili, da kontaktirate izvajalce, da jih povprašate, ali je prišlo do kakšne spremembe datuma, ure, načina izvedbe. Nekaj dogodkov je že šlo na splet, tako da letos smo recimo lahko v živo izpeljali še tole nacionalno otvoritev v Lendavi,
Kako bo pa zdaj naprej? Jaz upam, da drugi teden bo še šlo v knjižnici pač do zapolnitve prostorov, a ne z preverjanjem teh ukrepov, tako kot mora biti. Je pa res, da je ogromno teh dogodkov tudi takšnih, da so že organizirani kot zaprti dogodki, da so že vnaprej mislili na to, da lahko pridejo do takšnih zadev, kot se zdaj odvijajo na ravni države, tako da tam, kjer so, piše tudi pod opombami zaprta skupina udeležencev, samo za tiste prijavljene, da ne bodo sprejemali pač zunanjih. Zdaj šole so pa tudi tako, oziroma javni zavodi z področja vzgoje in izobraževanja, da so rekli pač tisti notranji mihurčki, pa vsi na eno temo ali pa samo eni otroci na določeno dejavnost, tako da. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste bili tudi del novinarske konference, da ste izvedeli nekaj novega, da ste se malce izpopolnili in pa vas ljudno vabim na vse te dogodke, da bo tudi vaša pot učečega vse v lokalni skupnosti. Tako da, hvala.